Marko Horvat, dobrodošel nazaj v Umetnostni galeriji Maribor. Sodelovanje smo začeli lani, poleti, ko si ob razstavi sodobne slovenske ilustracije naredil stenski mural Igra klobukov. Mogoče preden se posvetiva tej aktualni seriji, nekaj spominov na to sodelovanje. Lahko se na tej točki še enkrat zahvalim, da si takrat res povabil za ta mural. Tisto je bilo, mislim, da je zelo dober start, zato smo danes tudi tukaj, oziroma se bo ta razstava nadaljevala. Bilo je zelo fajn, bil je ogromen format, kakšne takih priložnosti se mi zdi, da jih toliko ni, še posebej ne znotraj galerij. Tako da seveda sem bil zelo vesel in mi je bilo tudi zelo fajn, ker je bilo v sklopu te celotne razstave ilustracij in je potem, mislim, zelo dobro delovalo. Si sam ilustrator, grafični oblikovalec, animator, to si študiral? Ja, animacijo, 2D animacijo tudi, drugače še pa tudi storitveni oblikovalec, zdaj že par let ni več toliko, ampak je bila zelo dobra izkušnja, zaradi v storitvenem oblikovanju se poskušaš zelo močno uživeti v vlogo uporabnika. Potem je to tudi recimo v tej razstavi, če bomo potem kaj rekli glede tega, sem poskušal dati tudi to noto, da se nekako živiš v recimo uporabnika stanovanja in kako se je ta sprehajal skozi stanovanje. In mi je to kar dala en tak pečat tudi delovanje ilustracije. No, tale serija se imenuje Dom krat 20.000, prva verzija. Kaj je zgodba teh del? Ja, zgodba teh del se je začela v resnici, to sem ravno iz pogovora včeraj še globje domel, iz ene frustracije, da se pač ne premikajo kakšni večji projekti ali infrastrukturni, ali recimo kakšni večji, bolj vizionarski projekti v Sloveniji. In je na vsakšni pijači, na vsakšnem pogovoru je bilo, dajmo to narediti. In je bila ena ideja oziroma politična obljuba, da se bo zgradilo 20.000 stanovanj v naslednjih 5 letih in je bilo potem iz te neke ideje rojena, da dajmo v naslednjih 5 letih res narediti teh 20.000 stanovanj, pač z svojimi sposobnostmi vizualnega oziroma ilustracij. In je kot nekšna mala provokacija, malo želje, da se nekaj zgodi in tudi kot en malih eksperiment, ker to gre mogoče malo v drugo smer, tiste čiste ilustracije na roko narisane z nekimi karakterji, bolj komercialne stvari. Tako da mi je bila tudi dobra vstopna točka, da mogoče malo eksperimentiram s kakšnimi, recimo v tej razstavi oziroma v tej seriji, z nekšnimi arhitekturnimi elementi in se potem z njimi poigravaš in poskušaš nekaj ustvariti. Na prvi pogled, pa predvsem oddaleč, mogoče na tem posnetku, zgledajo ta dela skoraj ornamentalna, v bistvu gre za neke oblike, barve, ampak če pogledamo bliže, kaj pravzaprav vidimo na teh delih? Ja, se zelo strinjam, no. Iskreno je bilo, če nadaljujem, da se je to rodilo iz nekšne frustracije in 20.000 novih stanovanj, sem pa pred kratkim tudi postal lastnik stanovanja, oziroma bom enkrat, ko bom kredit seveda odplačal. In je bila tudi v tem procesu, ko smo stanovanje prenavljali, sem bil v kontaktu z načrti, z tlorisi in seveda danes še, ko se pogovarjam s prijatelji, ki nimajo še te sreče, da imeli svoje stanovanje in imajo tudi to frustracijo, da do tega stanovanja ali ne morajo priti, ali zaradi finančnih, ali zaradi to, ker pač je trg toliko prenasičen, oziroma ni na trgu bilo opcije sploh, se je potem rodila ideja, da če imaš vsaj nek dom podnajemniški ali kakšenkoli, da si potem lahko kupiš ali dobiš eno takšno delo in imaš nekšen delček nepremičnine. Tako da iskreno je bilo namenjeno, da pač lahko ljudje to imajo na steni kot ali ornament ali nekšnega, da jim poživi to stanovanje, je pa namenjeno seveda čim širši publiki, no, zaradi tega tudi so te številke 20.000 in ta serija, recimo, to je 10 različnih motivov z 100 različnimi, oziroma v seriji po 100 vsak. To so kar velika serija za tak mal format, ampak so s tem namenom, da pridemo do te večje številke, da pridemo do te 20.000 in da je potem tudi namenjena pač marsikomu, oziroma se lahko. In je stanovanjska politika nekaj, kar spremljaš v Sloveniji, v mednarodnem prostoru? Definitivno, ja, se čutim nekako
angažiranega, oziroma bi se politično angažiral, če bi verjel v politični sistem, ampak ne, in potem se pravim, nekako se izražam na ta način. Je pa to prvi projekt, ki je bil mogoče, da sem povezal vizualno s tem, se pravim, ponavadi je bila kakšen drugačen projekt, ali mogoče ali pa potem v kakšni razpravi, ni pa šlo toliko naprej, da sem potem to prevedel v likovno formo. In s tem mislim, da smo kar dober start. Kako pa si prišel do te likovne forme, kako si do teh oblik, pač v bistvu gre očitno za neko premikanje zidov, vhodov, oken, tlorisa? Ja, iskreno povedano, ima vsaka svojo zgodbo. Čist za vsakega, ki sem začel, sem seveda začel z nekšno formo večjo, tako zelo grafično, negativ, pozitiv, prazen prostor in poln prostor. In potem seveda še, ko so bile nekšne skice narejene, sem pa poskušal se vživeti, kdo bi živel v tem stanovanju, kako se giblje v tem prostoru, kje bo svetloba prišla noter, debelina zidov. Tako da je v resnici vsakšna bila kot zgodba. No? Recimo ena je podzemna zadeva, greš s stopnicami pod level zemlje in si recimo dobiš svetlobo skozi dva jaška, drugi so zelo sakralni. Tale recimo je bila inspiracija mi, ko so v Ljubljani ponujali stanovanje kletno v najem, recimo tale nima nič oken, samo stopnice in greš samo v klet in prideš v en kvadratni prostor. Tako da vsaka ima svojo inspiracijo, no? In svojo zgodbo za tem. Seveda je bila pa v osnovi tudi potem igra par različnih elementov, kot si omenil, okna, vrata, stene, debelina sten, tako naprej. Torej, ponujaš v tej prvi seriji 10 motivov, vsak v 100 odtisih. Vidiš, kdo je potencialni kupec, kdo je tisti, ki bo užival v tem doma? Ja, kot si omenil, pa če pogledamo, so to recimo dosti različne, vse barvno in kontrastno zadeve, tako da je bilo namenjeno, kot sem v štartu rekel, čim širši publiki. Tudi želja je, tudi tehnika je takšna, to meni odtis, grafika in je možno, da lahko imaš večjo število odtisov. Tako da namenjeno je prav marsikomu, ali nekomu, ki še nima stanovanja, nekomu, ki ga ima, nekomu, ki želi samo grafično si poživeti, mogoče kakšno steno ali kakšno darilo mlajšemu paru, ki si želi nekakšno stanovanje in mu je to nekakšen vision board, motivacijski in si rečem, enkrat bom pa mogoče res bil lesnik, kaj takšnega. Tako da čim širši publiki v osnovi. Vsako delo v seriji ima svoj naslov, neke vrste šifra z torej črko in številko. Mogoče več o tem? Ja, v osnovi so s temi, nisem hotel pozornosti dajati preveč na ime, potem sam motiv se mi zdi dost močen, dost kontrasten. Je bila pa potem 10 različnih motivov, številka 10 in potem se nekako, ko sem iskal in zaporedno pisal ta imena, videl, da lahko v resnici nekako z tega zložim nekšen pomen ven in da iz vseh R, U, Š, K, A, C, E, S, T, A pride ven na Ruško cesto, 5, zato je 500 in to je iskreno moj naslov, tako da upam, da me ne bo kdaj to teplo. Ok, hvala in se vidimo v Umetnostni galeriji Maribor v razstavišču UGM Shop v naši muzejski knjigarni, kjer je vse do 11. junija na ogled razstava Marko Horvat, Dom krat 20 000, prva verzija. Vabljeni. Hvala.